Zdaj pa gremo pripravljati štrukle. Ker štrukli pa tudi rabijo svoj čas, pol da se kuhajo se na pari. Bom povedala tam recept, jaz sem testo že pripravila, ker pač testo mora biti shajano. Bom povedala, kako pa kaj gre noter. To pa bojo orehovi štrukli, ki bojo, to je z prašenega testa, ampak bojo kuhani na pari. S posebno polivko, jo bomo videli, jo bom sproti razlagala. Evo mlekica, to bomo pa dali tule gor, da bo hitreje. Mleka kar naj bo, tudi če ostane, se potem pač lahko popije, nič ni hudega, ker orehi so nepredvidljivi. Včasih so malo bolj suhi in rabimo več tekočine, mora biti pa masa pripravljena tako, da se lepo razmažuje po tekstu. To bomo pa zdaj napravili maso za štrukle. Jaz dam 2 vanilja. To so zamleti orehi, ki sem jih jaz že včeraj zamlela. Prav je, da so fejst suhi, sladica ne more biti brez sladkorja, je pa prav, da ni preveč, ker itak ali itak potem pride še omaka sladka. Mleko mora pa biti resnično vrelo. Če mleko ni vrelo, potem pač ni ta prav poparek za orehe. Evo mlekec vre, zdaj bomo pravili poparek. Mleko gre gor, tu ne vlivamo vso mleko enkrat. Ker ne vemo, bojo orehi hoteli popiti mleka, ampak še bo. Zdaj, če je to pretekoče, potem ne moramo če je pretekoče, potem pač ne moramo lepega namaza narediti na testo, zato je to malo bolj treba, da bo tule noter nekaj moglo padeti. In to je tisti zelo dober okus, cimet. Cimeta ni treba se bati, cimet je tudi zdrav. To poskušam, pa bomo videli, če je to kolikor toliko. Mislim, da so to. Zdaj pa gremo na ono stran delati štrukle. Pa začnimo. Najprej si pomukamo. To je moj prt, na katerem vedno delam. Takole pomukamo, da se nam testo ne prijemlje. Povedala sem, da bom povedala, ko pripravimo testo, jaz sem ga pred vami pripravila. Testo damo kocko kvasa, manj kot kilo moke. Kvas postavimo na mlečni vodi. Mlečna voda pomeni to, da je 3 dele vode pa 1 delček mleka. Ko kvas v skodelici naraste, žlička sladkorja mora biti noter. Ko naraste, ga dodam moki, ki je prej presijana in posoljena. Sol pa kvas tveta, da nista za skupaj, zato moramo mi soliti vedno okrog ali pa sredico odgrnati, da naredimo luknjico. Na sredino dodamo kvas. Jaz dodajam, jaz nisem ljubitelj margarin, jaz dodajam zmeraj olivno olje v vsako testo. Tudi tukaj noter. Pa da vidimo, kako bo. Evo ga bo. Bo. Tole odmaknemo. To bo za 1 štrukelj preveč testa, ga bomo takole dali čez pol, tako ko jaz napravim, tale greš in nazaj. Tam, kjer je 1 sam član, moj 1 štrukelj veliko preveč, lahko si ga napravimo in ga lahko ohladimo, narežemo, napakiramo in si ga damo v skrinjo, ampak je treba vedeti, da je treba potem vedno vzeti ga prav čas ven, da se otopi. Zagrejamo ga pa vedno na vodni pari. Če kaj ne gre, evo, robove še malo. Zdaj bomo pa dali gor nadev.
če se zgodi, da se nadev prehitro hladi ali pa prehitro popije tekočino in se potem ne da fajn mazati, potem pač dodamo še malo toplega mleka in se to lepo, evo, tale se kar lepo maže. Evo. Še malo dodali. Evo. Štrukelj mora biti lepo nadevan. Bom pokazala končnico. Evo, če še kaj manjka, da ni pol samo testo. Takole si malo s prstom pomagamo, tudi je normalno, ne, da se tudi zamesimo z rokom. Pa začnemo, evo, zvijati, kakor da bi zvijali potico. Evo, takole, vrnemo, malo pritisnemo, končnice odrežemo, tako tudi pri potici naredim, da lahko bomo pogledali, zakaj sem rekla na pari. Ta lonec ima posebno dno, vode je, para gre lepo skozi luknjice gor, zaradi tega, da mi lažje to ven dobimo, damo en peki papir. Peki papir je ni treba te mazati, ker ga ni treba. Evo ga, in štrukelj je pripravljen. Spodaj bomo dali vodo, voda naj bo mrzla. In štrukelj mora kuhati, dokler fajn ne naraste, mora biti kar 25 čistih minut na pari. To se pravi, ne takrat, ko mi na šporher damo, ampak štedilnik. To je zelo važno, ker testo mora biti na pari, se malo drugače kuha kot na vodi, mora biti malo dlje, ne? Vodo bomo dali noter, bom povedala približno, koliko se štrukelj ne sme v vodi. Zato mora biti vode samo toliko, da je še štrukelj na suhem, ker se kuha na pari. Evo, približno pol tega lončka. Potreba, bomo vodo dodali. Ko jo dodajamo, dajemo pa toplo vodo. To je treba čuvati, da se odgrne in da se voda zlije nekako po strani not. Ne po štruklju. Zato, da ne gre po štruklju. Zdaj se vidi, voda ne dosega pokrova, ne, tega. Tako je pravilno. Zdaj štrukelj pokrijemo in damo na vroče. Pogleda še tule not. Zdaj pa lahko računamo, da bomo 25 minut do 30 minut topu na pari. Biti je treba previden, da nam pa voda ne pobegne, ne, takrat je pač treba vodo dolivati. Pred, ko nam pobegne. Ja, pa kako veš, da pobegne, a slišiš ali odpreš? Lepo vas prosim, se kar vidiš, če ni več para takole ven, ne? Se vidi. Zdaj pa zato, da imamo mi to pripravljeno, ne, toplo vodo. Evo, jo bomo pripravili eno džezico, jo dali tule gor, da bo zavrela in bo pripravljena, ker tukaj zraven pa je treba zdaj vročo vodo naprej dodajati, če je treba. Dignali malo, evo ga, evo ti narašča, štrukelj narašča, za vsak slučaj, ja, voda je že malo manj, para jo je pojedla, nič več. Tako, tu bo pa že zdaj zadostvalo, ampak tu mora biti pokrito. To tak, ne, če je to za sladico, grejo manjši koščki, če je pa to za samostojno jed, kar sem že pred rekla, da je lahko, je lahko večji kos, ampak takrat pač damo sadno solato zraven ali pa kompot. Pa še prej pa moramo narediti omakico, ko tudi lahko postoji, ni nič narobe, za polivko za štrukelj. To bomo pa naredili takole, evo, na tetle plin, dali bomo noter vode, jaz nam najraje štele
krigle smo včasih rekli, so sicer odzem, ampak so najbolj proročni. Tako. Mrzla voda, tako eno polovičko, to je približno malo več kot deci. Vode, to se že lahko počne. Pa maslo, jaz imam največ tega, ko je domač, se reče domač, saj naš slovenski naj bi bil. Takole, to odpremo, vzamemo en nožek in to lepo takole narazvlamo. Evo. To, kar naj bo, to nič ne škodi, to naredi tako kremno strukturo na to maslo se mora popolnoma stopiti. Med tukaj ne bo zdravilen. Bo pa naredil posebno aromo. Jaz imam cvetlični med, stalno ima pri hiši. Tale je iz našega okoliša Rogaške Slatine. Imamo še bližje. Ja, točno, iz Vetrnika. Tam je še dokaj neokrnjena narava in je tudi med, zakaj imam rada 3 mede. Enega okusa se nekako ne veličaš in potem vzamem enkrat enega, drugič drugega, jaz pa brez meda nikoli nisem. Pravijo se, med strdi, nič ni narobe, če se med strdi, to znači, da je prav med. Jaz imam največkrat ga namesto bombona. Je pa še zdrav nadgačen. Med naj se ne bi uporabljal z žlico, zato bomo vzeli eno kuhlo, na kateri je čebelica in bomo dali tukaj noter med, tole malo pomešali, takole, to se bo stopilo vse, ampak medu ne smemo skopariti z medom, ne. Tukaj zraven mora biti med, le med, tako da se ve. To bo prišla kar ena taka zelo dobra sladka, še kar, nič parati z medom. Takole, pa mislim, da bo dost za naše porcije. Če ta omaka ostane, jo ohladimo, ker je maslo zraven, ni nič narobe, enostavno jo ohladimo, damo mogoče v manjšo pakniko, ohlajeno po hladilnik pa za drugič. Evo ga, uspelo mi bo. Evo ti, da ni kar popisan, kakor sem že prej rekla, da ne sme biti popisan, ne, s svinčnikom. Mora biti, mora se vedeti, Enega manjšega narediti, no. se ti bo žal. Tle verjemi. Opa! Tole bi vstavili. Evo ga, polivko imamo mi pripravljeno. Takole, diši po medu, cvetličnemu, kar je prav. To pa takole malo naredimo, ne? In damo malo gor, pa še drugmu. To nič ni hudega, ker to more biti malo več, zaradi tega, da ni bolj presuho. Kaj diši. Evo, a ne da lepo diši, tole še mogoče malo. Zelo lepo. Evo ga, zdaj pa damo še orehe za posip. Takole, nič ni narobe, če pada malo okrog, tako se bolj vidi, da je oreh. Pa gremo na dober pek. Evo ga, gremo jih poskusiti, da bomo videli, če bo res tako dobre.